Pred prenosom lastništva in vodenja podjetja na mlajšo generacijo se morajo družinski člani odkrito pogovarjati o željah, pričakovanjih in zmožnostih. Bistveno je, da vsak pove svoje želje, za katere pa ni nujno, da so enake. Morda si mlajši ne želijo voditi podjetja, bili bi pa dobri lastniki. Lahko bi radi najprej izkušnje pridobivali drugje in se čez čas vrnili v družinsko podjetje. Nič nenavadnega ni, da ne želijo biti lastniško ali vodstveno vpleteni, radi pa bi v podjetju delali. Večina bi pa rada prevzela vodenje in lastništvo podjetja, a se boji stopiti v čevlje uspešnih staršev. Če se vsi vpleteni odkrito pogovarjajo, lahko skupaj najdejo najboljšo rešitev za njihovo podjetje. V tem procesu je zelo pomembna podpora starejše generacije mlajši in medsebojno zaupanje. V primeru, ko dvomijo v svojo odločitev ali je ne najdejo sami, se lahko obrnejo na usposobljene svetovalce. Njihova naloga pa je, da analizirajo situacijo v družinskem podjetju ter na podlagi tega pomagajo najti ustrezen način prenosa lastništva. Spirit Slovenija za brezskrben prenos lastništva.